To je namreč ustvarjanje nezadovoljstva. Človeka je treba ustvariti, wow, nezadovoljen, z vsem bom nezadovoljen, ne? S svojim telesom, v kakršnega sem zaprt, v kakršnega mi je pravzaprav Bog ustvaril, sem čist nezadovoljen, ne? Vse mi fali. Ne? Nič tazga. Groznega. Sam kakšna gubca, kar je čisto normalno pri 50. In s počutjem, tako se slabo čutim, nekaj vzeti, nekaj eno energetik, nekaj, kaj imamo to recimo, imamo, ne, nekaj. Veste, kako farmacija služi? Sam Krka naredi 7 milijard zdravil. Za vsakega prebivalca zemlje Krka, ena večjih tovarn, 7 milijard zdravil naredi. Samo Krka pa ni največja tovarna na svetu, da se razume. Vsak prebivalec v povprečju poje eno Krkino tableto na zemlji. Ampak v Afriki pa v Aziji ne jejo to veliko. Se spet predstavljate, kdo jih veliko je. Pa zakaj? Zato, ker se malo slabo počutimo. Malo slabe počutke imam, malo me strah vsega tega, vse te prihodnosti. Bojim se odnosa. Bojim se odnosa z ženo. Kaj bo, me vara, me to, me ona, tret. Otroci zahtevni. Zahtevajo otroci vse živo. Danes sva z Zetom govorila, ker psiholog sem rekel, Miha, to predavanje imam, dej malo mi povej, kako ga ti gledaš, kako pri prostosti vpliva na odnose. Je rekel, da gre zdaj to, on pa s takimi problematičnimi otroci dela, in rekel, da gre to prek takih meja, da otroci zdaj zahtevajo neko stvar, samo zato že, da vzbudijo pozornost. Torej, nekaj novega, nekaj se treba spomniti, nekaj, kar nekdo še ni v tem okolju, jaz bom imel, in potem za nekaj trenutkov pravzaprav se vzbudi pozornost. Ker pozornosti, pravi Miha, ne moreš vzbuditi za en teden. Sam za en hip, pravzaprav za tist trenutek, za neko mogoče uro, no, vzbudiš pozornost v razredu, si car, ne, in s tem šraufaš svoje starše, ki ne zdržijo v odnosu, ki se bojijo odnosa, ki so nezadovoljni s tem odnosom, ne zdržijo ne odnosu z ženo, ne odnosu z otrokom, najstnikom.